Lahko na kratko predstavite današnji trojček iz serije Kreativnost in vodenje? Ja, imam mogoče malce smešen naslov. Kreativnost se lahko zgodi tudi vam, če si le želite. S tem smo hoteli povedati, da ljudje mogoče so kar navajeni čakati, da jim bodo ideje padle na pamet. Vendar, če si le želite, jih lahko generirate, se jih lahko spomnite, si jih lahko izmislite še veliko, veliko več. In danes smo tukaj, da predstavimo kako. Kako generiranje idej lahko potem pomaga pri poslovnem uspehu? V resnici brez kreativnosti bomo zavedno ostali tam, kjer smo, oziroma še celo nazadovali. Moramo se naučiti nenehno izmišljati nove ideje za nove izdelke, nove storitve, nove postopke, nove modele, nove načine. Kajti čim ugotovimo, da stari ne delujejo več, nima smisla starih kakorkoli popravljati, potrebujemo nekaj novega. Dizajnersko razmišljanje je pristop k reševanju v resnici poljubnih, nestrukturiranih, zapletenih problemov, ki temelji na tem, da se poglobimo in razumemo uporabnika oziroma tistega, ki ima ta problem, in čim prej poskušamo, eksperimentiramo, prototipiramo neko rešitev in jo preizkušamo v realnih situacijah. Podjetjem dizajnersko razmišljanje pomaga predvsem pri hitrosti inoviranja in pri tem, da so rezultati inoviranja, se pravi inovacije, uporabniku bolj prijazne in posledično tudi tržno bolj uspešne. Kreativno poslovno pisanje je pravzaprav orodje poslovne korespondence, ki na nek način združuje na eni strani odličnost pisanja in na drugi strani osebno noto kreativnosti. Zakaj? Ker danes živimo v tako hitrem globalnem svetu, da enostavno niti časa nimamo več podrobneje poglobljeno brati. In zato je zelo koristno, da so naša besedila kratka, učinkovita, prepoznavna in kreativno poslovno pisanje nam dejansko pri tem zelo pomaga.